Stance Prešeren je Zdravljico napisal jeseni leta 1844 ob Vinski novini, kot je zapisal sam v rokopisnem besedilu pesmi. S tem je označil zunanji povod in izhodiščni navdih svoje napitnice, ki je postala ena njegovih najbolj znamenitih pesmi. Prvotno pobudo zanjo je dobil v eseju Vinske trte hvala, ki je šel v Novicah 19. julija 1843 in ga je napisal Matija Vrtovec, vikar na Vipavskem, izkušen sadjar in pridelovalec žlahtnih vin. V sestavku je slavil trto in njen vinski dar, ki ima to moč, da umeči, razvedri in okrepi človekovo srce, odganja žalost, pogasi sovraštva in sklepa nove prijaznosti med ljudmi. Seveda, če ta žlahtni dar uživamo po pameti. Na koncu se je Vrtovec obrnil naravnost na Prešerna in njegovo pesniško pero z željo. Tvojo čast, vinska trta, še dalej povikšovati bom prvega pevca med nami, pevca ljubezni naprosil, da, kar ni meni mogoče, tvojo hvalo k večnemu spominu v lepo vezane vrstice zloži. Prešeren je Vrtovčevo prijazno pobudo sprejel, vendar jo je izpeljal po svoje. Hvalo trtam in vinu je izbral samo za izhodišče in prigodniški okvir, ki ga je nato izpolnil z mnogo bolj pomembno in aktualno vsebino. Ta pa je zadevala temeljno slovensko vprašanje tistega časa, vprašanje preživetja, priznanja in prostosti naroda. Tako je iz nedolžne družabne napitnice, kakršno je imel v mislih Vrli Vrtovec, nastala drzna politična pesem s programom slovenske narodne osamosvojitve v svojem središču. Bila je izrazito oporečniška, v popolnem nasprotju s tedaj vladajočim režimom Metternichovega absolutizma, ki je s strogimi policijskimi metodami bedel nad osamosvojitvenimi težnjami Avstriji podložnih in prebujajočih se narodov, med katerimi so bili tudi Slovenci. Toda Prešeren je zapel prezgodaj. Ljubljanska cenzura je pesmi že ob njenem nastanku preprečila natis. Nato je Prešeren drugič poskusil leta 1846, ko je pripravljal knjižno zbirko poezij in je v njeno rokopisno predlogo vključil tudi Zdravljico. Da bi pomiril cenzuro, je sam prečrtal najbolj udarno tretjo kitico, v sovražnike z oblakov rodu naj našga treši grom. Dunajska državna cenzura pa mu je nato z odlokom šefa avstrijske policije Jozefa Sedlnickega prepovedala natisniti še četrto kitico, Edinost, sreča sprava, in sicer z očitkom, da bi v njej kdo utegnil brati panslovansko misel. Prešerna je ujezilo, da bi morala pesem iziti tako okrnjena, zato je potegnil odločen križ čez celotno besedilo. Tako je knjiga poezij išla brez Zdravljice. Iz nekaterih ohranjenih Prešernovih rokopisov pesmi, ki so zelo obrabljeni, je videti, kot da je pesem nosil po žepih in jo bral ali dajal brati prijateljem in znancem. Morda so jo tudi prepisovali. Priložnost za izid pesmi je prinesel šele veliki zgodovinski prelom. To je bila marčna revolucija ali nasilni prekuc, kot se je pisalo po slovensko, ki je odpravil absolutizem in z njim vred tudi cenzuro. Prešeren je tedaj preživljal že zadnje leto svojega življenja kot odvetnik v Kranju, kjer je vodil še nekaj svojih zadnjih pomembnih pravd zoper oblastnike in to na strani podložnih ljudi. Zdaj je mogla v javnost tudi Zdravljica. Objavile so jo Novice 26. aprila 1848 na prvi strani. Tudi urednik Janez Blajvajs se je natanko zavedal njenega radikalizma, ki je odstopal od njegove politike. Ta je bila konzervativna in je v takratnih razpravah o državni ustavi zavzemala previdnejša stališča. Zato najbrž ni naključje, da je Prešernovo Zdravljico obdal s prispevki, ki naj bi zmanjšali učinke njenih odločnih misli in zahtev. Tik pred Zdravljico je namreč postavil pesem kaplana Jožefa Hašnika Svobodni Lenart, satirični pamflet zoper prevratneže. In v isti številki Novic je tudi Blajvajs sam objavil članek politično pomirjevalne vrste, česar nam je zdaj bolj potreba, v katerem je učil mirno pripravljanje, ne pa silno, nepreudarjeno tišanje nam je prva potreba.
Tako se je zgodilo, da je brez omejevalnih posegov Zdravljica izšla šele decembra 1848 v Kranjski Čbelici. Toda ne glede na zaviralno zgodbo, ki jo je Zdravljica doživljala vrsto let, je vendarle prišla v javnost še v pravem času, ob tako imenovani pomladi narodov, in bila eden njenih najbolj radikalnih glasov. Tisto, kar je Zdravljico najbolj močno zasadilo v njen čas, pa tudi v prihodnost, je bila samozavestna in zelo odločno izražena zahteva po slovenski narodni enakopravnosti in prostosti. Ta zahteva se je v svoj vrh stopnjevala od druge čez tretjo v četrto kitico. Komunar pred veselo, sovražnike z oblakov, edinost sreča sprava. Komunar pred veselo, Zdravljico bratječmo zapet. Bog našo nam deželo. Bog živi ves slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike z oblakov rodu naj našga treši grom. Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobe njih roke, si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša boste last. To so mesta, ki vsebujejo zelo daljnosežen politični program. Zamisel slovenske narodne združitve in osamosvojitve. Slednje je uprto na idejo nekoč v davnini že dosežene prostosti očetov, na idejo srednjeveške karantanske države, ko so predniki Slovencev že dosegli svojo oblast in čast. Zdravljica je potem takem prvo besedilo, ki temelji na zamisli slovenske nacionalne in državne samostojnosti. In vendar ostaja Prešernova pesem daleč zunaj omejenega ali samozadostnega nacionalizma. V sedmi, danes najbolj znani kitici Žive naj vsi narodi, nacionalna misel prerase samo sebe. Ideja narodove svobode se povzpne v idejo svobode vseh narodov sveta. Če natančneje pregledamo evropske izvire Zdravljice, ugotovimo, da pesnitev pomeni prenos idej francoske revolucije o enakosti, svobodi in bratstvu na že takrat usodno in temeljno vprašanje Slovencev, na njihovo nacionalno vprašanje. Zgodovinar Franz Witter je šel k še bolj določni evropski politični opredelitvi Zdravljice in v njej odkril duha Macinijeve mlade Evrope, gibanja, ki se je bojevalo ne le za osvoboditev in združitev Italije, temveč za Evropsko federacijo demokratičnih republik enakopravnih narodov, pri čemer naj bi predvsem Slovani pomagali razbiti Avstrijo. Prešernovo misel na solidarnost in zavezništvo Slovanov, ki jo je zapisal v četrti kitici in je vznemirila cenzuro, je treba torej razumeti z te strani in ne strani kakšnih simpatij do ilirizma kot umetnega stapljanja jezikov južnoslovanskih narodov, ki ga je skrajno odločno zavrnil. Vsaka velika politična misel nosi v sebi resničnost in utopijo hkrati. Misel o enakopravnosti, svobodi in bratstvu vseh narodov sveta je utopija. Kot je utopija tudi misel o tem, da kdaj prepir iz sveta bo pregnan. Vendar tudi v resničnosti, o kateri vemo, da je drugačna in ne zna mimo katastrof, lahko smer smotrnega političnega humanizma določa samo ta utopija. Zato bi Prešernovo kitico Žive naj vsi narodi
še danes lahko postavili za napis na palači Združenih narodov kot napotilo, pa tudi opomin obenem. Toda Prešernova Marseljeza, kot bi Zdravljico lahko imenovali, če bi jo primerjali z znamenito francosko revolucionarno pesmijo in himno, nastalo leta 1792, ima vendarle še neko drugačno in zelo posebno miselno podlago. V sklepni kitici nazadnje še prijatelji, pesnik spremeni ton, opusti govorniško višino in na utišan način nagovori omizje prijateljev. Nazadnje še prijatelji kozarce zase dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. To je nagovor na najbližje, ki so zato se zbratli, ker dobro v srcu mislijo. Zadnja in zato zelo pomembna misel napitnice, ki sklepnega mesta meče svojo moč nazaj na celotno besedilo, velja torej dobrim ljudem, velja čisti človečnosti. Tako se Prešernova najbolj bojevita pesem izteče kupanju v človekovo dobroto, v osebni personalistični etos. Politični program je s tem dobil svojo najglobjo miselno podlago v ideji dobrega človeka kot nepogrešljivega izhodišča in gibala družbenih preobrazb sveta. Prav to mišljenjsko jedro daje slovenski Marseljezi svojevrstno in nadzgodovinsko obeležje, ki nosi znamenje Prešernovega duha. Toda do posebne živosti in obstojnosti Zdravljici niso pomagale samo njene politične misli. Pomagalo je tudi tisto, kar je segalo čez in osvajalo bralce ali poslušalce še z neke druge, intimnejše strani, ki ni vlogljiva v politiko. Poseben čar Zdravljice je namreč v tem, da v njenem dnu deluje spoštovanje do življenja samega in veselje nad njim. Prešeren ne nazdravlja samo svojemu narodu in njegovi prostosti. Nazdravlja tudi človekovi osebni, notranji prostosti, vedrini in živosti ter upanju. Vsemu temu celo na prvem mestu v uvodnem nagovoru prijatelji odrodile so trte vince nam sladko. Nazdravlja tudi ženski lepoti, nečemu, kar je tako daleč od vseh političnih programov, kot je blizu vsem živim ljudem. K preživetju tej pesmi pomaga tudi zaupni, intimni ton. Prešeren je Zdravljico umestil nekam v gostilno, takrat in še dolgo zatem edini slovenski parlament in prostor relativne svobode in korajže z nalitimi kozarci v pesteh. Taka in tako zapeta Zdravljica se je takoj po izidu leta 1848 trdno prijela slovenske zgodovine in v njej zaigrala pomembno vlogo. Zaznamovala je začetek novega obdobja v narodnem gibanju. V takratno razpravo o državni ustavi je na svoj način vnesla radikalen ton. Tudi demokrat Fran Levstik je nato v 60-ih letih v njej našel oporo zoper konzervativno rodoljubje pesniškega retorika Jovana Vesela Koseskega. In slovenske zgodovine se je Zdravljica držala tudi naprej, bolj kot katerakoli druga pesem. Znova je zaživela v njenih usodnejših prelomnih časih. Prvič torej že ob izidu v Novicah. Drugič nato v osvobodilnem boju zoper nacizem in fašizem med drugo svetovno vojno v letih 1941 do 1945. Decembra leta 1944, v času okupacije, je slovenski partizanski tisk z Gorenjskih gora poslal med ljudi svoj najlepši natis, Prešernovo Zdravljico, izdano ob 100-letnici njenega nastanka. Izdal jo je Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Gorenjsko, opremila pa sta jo arhitekt Marjan Šorli Viher, ki je izrezal vinjete in besedilo, in slikar Janez Vidic Janez, ki je izdelal celostranske linoreze. Knjižico velikega svečanega formata je tribarvno, črno, rdeče in zlato natisnila partizanska tiskarna Trilov v Davči pod Blegošem v 1500 oštevilčenih izvodih. Delo je bilo opravljeno v zelo težkih okoliščinah in spomini preživelih pripovedujejo o skoraj neverjetni organizacijski domiselnosti, tehnični iznajdljivosti in pogumu sodelujočih, da je lahko nastala ta lepotna izdaja.
Lahko bi rekli mali čudež v zgodovini slovenske književne kulture, kakršnega najbrž ni dalo nobeno drugo odporniško gibanje tedanje Evrope. Tretjič pa je Zdravljica znova silovito zaživela ob ustanovitvi samostojne slovenske države leta 1991. Najprej je čisto spontano, kasneje pa tudi uradno postala državna himna, s poudarkom na izbiri znamenite 7. kitice Žive naj vsi narodi in peta po melodiji Stanka Premrla. Smo zrel narod, ki ve, kaj hoče, ki ve tudi, da je to ne glede na vse naša temeljna pravica, človeška in nacionalna. V našem življenju in v zgodovini slovenstva se resnično pričenja novo poglavje. Danes imamo pravico, da mu zapišemo na vrh nepopisane strani samostojna, demokratična Slovenska republika.